Pozdravljeni! Tokrat malce pozneje, a vseeno upam, da ne prepozno. Na vrsto je prišel prispevek pred kvalifikacijami. Tudi tokrat imamo kar lepo število iztočnic za nadaljnji razmislek. In začeli bomo z novico, ki jo je pa malo kdo videl v samem neposrednem prenosu. Priznam, tudi sam ne. A med prvim in drugim prostim treningom sem zasledil, da se je na bližnjem letališču nekaj zgodilo. Čeprav takrat pri mojih virih nihče ni objavil, da je šlo za neke vrste teroristični napad. Govorilo se je samo o črnem oblaku tam v bližini proge. Kasneje smo izvedeli, da je baje raketa priletela v skladišče goriva. In to so nočne fotografije, ki nam praktično prikažejo, kaj se pravzaprav dogaja v neposredni bližini progi, kjer se bo dogodila velika nagrada Formule 1. A upam, da se bo na koncu vse srečno izteklo. Druga tematika, mimo katere ne smemo, je tlak v pnevmatikah Pirelli. Vem, o tem sem že govoril v uvodnem prispevku, ampak navedel sem vrednosti, ki jih je Pirelli podal na tisti grafiki, ki je namenjena nam, navdušencem. Ko sem danes pogledal tiste vrednosti na oni drugi tabeli, ki jo Pirelli da ekipam, sem bil razočaran, namreč pri Pirelliju so vrednosti spremenili. Kot vidimo, sedaj je minimalni tlak na prednjem paru pnevmatik 24 funtov in pol na kvadratni palec, na zadnjem paru pa 22 funtov na kvadratni palec. Če to sedaj primerjamo s tistim, kar smo videli tu lani, lahko kaj hitro ugotovimo, da med Bahrejnom in Saudsko Arabijo se zadeva, kar se tiče tlaka, v bistvu ni spremenila. Dvignil se je in kar precej. Pustimo sedaj ti dve temi in poglejmo si malce, kaj so pri raznih ekipah pripravili oziroma katere zanimive posnetke sem pripravil za vas. In začnemo pri ekipi Alpine, kjer ima tudi Esteban Ocon nov tip pokrova pogonskega sklopa. Govorilo se je že na prejšnji veliki nagradi o tem, namreč na prostem treningu je imel nesrečo, ko se je leta polomil, sedaj ga vidimo malček bolj od blizu. Rad bi vašo pozornost usmeril na obliko prednjih stabilizatorjev. Te so približno standardne tu za vse ekipe in ukoliko pogledamo zadevo od zgoraj, lahko vidimo, da so rahlo pravokotne oblike, čisto nekaj drugega od tistega, kar smo videli na veliki nagradi Bahrejna. Tehnična zanimivost. Poglejmo si, kako izgleda regulacija pull roada na zadnji obesi Ferrarija F1 pomišljaj 75. Lep detajl, ki ga še nismo videli iz tega zornega kota. In tudi prednjega roba dna Ferrarija nismo še videli tako od blizu iz takega zornega kota, kjer nam je najbrž jasno, da novi bolidi Formule 1 pod dno posrkajo kar veliko količino zračnega toka. In seveda prednji rob lahko iz podobnega zornega kota vidimo tudi pri novem McLarenu. A pri Mercedesu so naredili rahlo čudno dodelavo zadnjega stabilizatorja, predvsem onega pomožnega profila, kjer so dobesedno odrezali zgornji del. Tu vidimo po napisu pokrovitelja, ki se nahaja malce bolj proti zgornjemu robu in ni tako na sredi kot ponavadi. Seveda je na sredini, le manjka ga del.
A tudi pri drugih ekipah smo videli še marsikaj zanimivega. Govorimo naprimer o Aston Martinu, brez pokrova pogonskega sklopa in seveda govora je bilo tudi o barvi pri raznih ekipah. Namreč pri komentarju novic sem to omenil in sedaj imamo tu lep posnetek McLarena, kjer se res vidi, da ona skorajda črna barva v resnici je nepobarvani del, kajti vidi se ogljikova vlakna. Kot zanimivost bi rad dodal še nekaj. Tu zavore niso tako obremenjene kot naprimer v Bahreinu. Zato smo lahko opazili pri ekipah, da so izbrale manjše zavorne diske. In to zaradi tega, da so prihranili nekaj gramov pri sami teži. Tudi na tem se dela, posebej na takih progah, kjer zaviranje ni tako problematično. Še lepa serija posnetkov Mercedesa W13, kjer bomo lahko dobili malce boljši vpogled v samo obliko bočnih struktur. A kar se tiče seveda raznih tehničnih novosti ter detajlov, bo za danes to vse in pojdimo na tisto, kar smo videli v prvem in drugem prostem treningu, predvsem z vidika samih kvalifikacij. In priznam vam, da imam občutek, da se kaj dosti od prejšnje dirke ni spremenilo. Namreč minil je samo teden, kakšnih tehničnih novosti v resnici ni. Gre za popravke, ki so bili narejeni seveda v garažah na sami progi. In videli smo lahko res, da je bil Charles Leclerc najhitrejši tako na prvem kot na drugem prostem treningu. Težava je v tem, da Max Verstappen v bistvu ni uporabljal v simulaciji kvalifikacij tiste najmehkejše pnevmatike. Torej, če bi nekako dali oba rezultata na isti nivo, bi zopet lahko kaj hitro ugotovili, da Ferrari in Red Bull sta nekje tam blizu. Z eno pripombo, dobil sem občutek, da ne en in ne drugi ni šel na polno. Čeprav me malce skrbi dejstvo, da je Charles Leclerc zadev ob zaščitno ograjo, tudi Carlos Sainz mlajši je oplazil betonski zid. Nekaj, kar pri seveda Red Bullu nismo videli, čeprav tudi oni so imeli določene težave, ampak nič hujšega. Težave za Kevina Magnusena so me rahlo razočarale, namreč izpustil je večino prvega prostega treninga ter večino drugega prostega treninga zaradi dveh različnih napak, dveh različnih škratov. Tudi Yuki Tsunoda ni bil imun na napako. Sicer po koncu drugega prostega treninga je imel nekaj težav s pogonskim sklopom, tokrat napaka res ni bila njegova, ampak vseeno kaže nam, da pogonski sklop Red Bulla, pomišljaj Honde, ima še nekaj tistih mladostičnih napak, ki pa lahko privedejo eno ali drugo ekipo seveda v neprijeten položaj. Smo šele na drugi dirki in zgodilo se je, po mojem osebnem mnenju, kar malce preveč težav. Po mojem osebnem mnenju Mercedes, ki smo ga videli takoj za dvema najboljšima ekipama, res ima malce večji zaostanek, kot smo lahko videli na drugem prostem treningu. Ne zaradi Mercedesa, ampak zaradi ostalih dveh, ki nista šla na polno. In za Mercedesom vidimo tisti klasični vrstni red, ki bi ga lahko pričakovali, kjer so pri Alfa Romeo F1 Team bistveno bolj spredaj, kot smo jih videli lani. Pri Haasu bi lahko se zopet pobrali, ampak to, da jim manjkajo kilometri iz obeh prostih treningov, se bo seveda poznalo. McLarena ne vidim v tako dobri formi, kot je kazal drugi prosti trening, ampak pustimo se presenetiti. Alpine je tam na robu deseterice, Aston Martin tava v temi.
In upam, da bi Williams lahko pokazal bistveno več, kot smo videli na prvi dirki, ampak zaenkrat, vsaj kar se kvalifikacij tiče, dvomim, da bi lahko videli kaj boljšega, kot to, da bi se lahko eden izmed obeh voznikov prebil v drugi del. Že to bi bil uspeh. A seveda gre za občutke, ki so plod prostih treningov, ki so bili malce atipični. Videli smo težave, videli smo zamudo, ampak krivda gre kaotičnim kvalifikacijam Formule 2. Menim, da še mnogi vozniki imajo kar nekaj rezerve. Proga se izkazuje kot tista, ki je največji izziv za vse voznike. In tudi za nas navdušence bo, kajti vsaka najmanjša napaka bo pomenila prekinitev. In to bo preizkus predvsem za naše živce. Na kvalifikacijah se lahko zgodi karkoli. Kje pa piše, da naslednjič ne bo ob zaščitni ograji nekdo, ki ga še nismo videli na tem položaju, ali nekdo, ki bo enostavno ponovil vajo. Sam si želim, da nihče ne bi imel bližnjega srečanja, seveda z betonskimi bloki, tam okrog tistih belih črt, ampak videli smo še prepogosto krat, da se to na progi v Jeddi zgodi dokaj hitro. Kar se tiče prispevka pred samimi kvalifikacijami, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.